Spoštovani gledalci naše oddaje Na robu znanega, hvala vam, da smo lahko skupaj. Nocoj bomo danes delili misli doktorja Pirnata, Vladimirja Pirnata, ki je eden izmed obrazov tistih zdravnikov, ki se niso najbolj strinjali z vsemi ukrepi v sedanji COVID krizi in bi ga kar povabil v našo oddajo. Spoštovani doktor, lepo pozdravljeni. Pozdrav vam in vašim gledalcem. Doktor Pirnat, vi ste Vladimir Pirnat, doktor medicine, specialist interne medicine. Se pravi, ste specializiral medicino. Poleg tega ste še diplomiran psiholog, kar je redko kateri zdravnik še poleg specializacije še diplomiral psihologijo in obenem ste še magister neurofiziologije. Tako da lahko vam čestitamo ob vsej tej široki izobrazbi, je pa vse iz zdravstvenega področja. In ste potem človek enega širokega pogleda in prav takšne ljudi seveda potrebujemo. Ste pa vsekakor strokovnjak najprej na vseh teh področjih, ki smo je tukaj omenila. Obenem pa ste se tudi osebno, ker ste videli to krizo, ki je sedaj v svetu, osebno informiral v zvezi z ukrepi, cepivi in vso to strategijo, ki so jo po vseh državah, lahko rečemo, praktično samo 2 ali 3 države so nekaj odklonile od teh nekaterih ukrepov. Po vseh državah enako, več ali manj sprejemali in tudi izvajali. Vi ste tudi, torej, kot smo rekli, že eden najbolj prepoznavnih zdravnikov Slovenije, ki je opozarjal na vse te za vas neke nestrokovne in prenagnjene odločitve. Poleg mnogih drugih zdravnikov ste tudi sodelujete pri iniciativi slovenskih zdravnikov, ki je tudi znana v Sloveniji, tako da smo veseli, da vam lahko z vami izmenjali vaše mnenje, slišali vaše mnenje. Vi ste naslovili številne, mislim, da res, koliko se spomnim, resnično številne javne pozive strokovni javnosti, poslancem, državi, kolegom, zdravnikom in tako naprej, javne pozive, pisma, pri katerih ste se upiral na strokovne raziskave, na največje strokovnjake na tem področju. In me zanima, koliko, ali pa vse približno, koliko in komu ste vse te javne pozive namenil v tem času krize. Ja, nekaj je bilo javnih, nekaj je bilo tudi osebnih sporočil preko elektronske pošte. Največ sem komuniciral iz kolegi, ki so na odločilnih položajih v zdravstvu in ki nekako vodijo to koronsko krizo. Tu so predvsem profesor dr. Alojz Han, on je namreč urednik naše strokovne revije zdravniške, to je ISIS, ali profesor dr. Bejovićeva, ki je bila sprva vodja skupine za COVID in kasneje tudi vodja skupine za cepljenja, dr. Logarjevi, ki je postala pol vodja skupine za cepljenje, direktorju Nacionalnega inštituta za javno zdravje, to je dr. Milan Krek, in pa ministru za zdravje, to je dr. Poklukar. Predvsem moj namen je bil jih seznaniti z nekimi najnovejšimi ugotovitvami svetovno renomiranih kolegov
kompetentnih kolegov, Nobelovih nagrajencev, ki so praktično že od vsega začetka koronske krize nekako nakazovali, da ta doktrina, ki je nekako v začetku in tudi kasneje narekovala odločevalcem po svetu Svetovna zdravstvena organizacija, strokovno ni tako prepričljiva, ampak je dvomljiva. In tako da te kolege sem tudi prosil, da pri svojih nastopih na RTV Slovenija in drugih množičnih medijih prezentirajo tudi te ugotovitve zelo eminentnih strokovnjakov. Naprimer Nobelovega nagrajenca, profesor dr. Montanjeja, Nobelovega nagrajenca, dr. Kerry Mullisa. In najbolj, bi rekel, citiranih zdravnikov v svetu, to je naprimer profesor dr. Peter McCullough, da jih ne naštevam preveč. In že od vsega začetka je z mojega zornega kota prišlo do neke meni nezamisljive situacije, da vsi ti glasovi, te, človek bi rekel, elite medicinske vede, nimajo dostopa do javnih medijev po svetu. In tudi ti pozivi mojim kolegom, zdravniški zbornici, da oni prezentirajo ta stališča in da odpremo neko korektno, na dokazih osnovano debato, kajti končno se je ta pandemija oziroma koronska zgodba tikala vseh nas, ne samo zdravnikov, tudi vseh drugih prebivalcev Slovenije. In jaz sem zagovarjal to, da bi odprli široko družbeno razpravo, povabili tudi profesorje, učitelje, predstavnike gospodarstva, skratka iz vseh sektorjev družbe, ki so nekako z ukrepi, ki so bili vzpostavljeni, utrpeli neko, bi rekel, situacijo in tudi določeno škodo. Kar je najbolj zanimivo, je to, da tudi druge po svetu, tako kot pri nas, se je kmalu pojavila ena ozka peščica ljudi, ki je edina imela dostop do javnih medijev. To so v glavnem pri nas našteti kolegi, ki sem jih imenoval. Poleg tega bi dodal še profesor Jerala, ki se je pogosto pojavljal, ki je kemik, in profesor Štrukelj, ki je farmacevt. In praktično ljudje so poslušali nekako enostranski pogled na ta dogajanja, in na drugi strani je bila pa množica zdravnikov. Tako da tudi kmalu po začetku te pandemije smo zdravniki, ki iz različnih strok ugotavljali, da po naših izkušnjah se dogajajo neke stvari, ki tudi zdravorazumsko niso ravno dobro razumljive. In zato smo ti zdravniki, ki so isto kot jaz doživljali bi rekel, popolno cenzuro strani svojih teh koronskih zdravnikov, ki so odločali o vsem, ustanovili iniciativo slovenskih zdravnikov. Moram poudariti, da nas v tej iniciativi slovenskih zdravnikov je 10-krat več zdravnikov kot tisti, ki odločajo o strokovnih vprašanjih glede koronske krize. To so razni specialisti, ki delajo na različnih področjih, večinoma zaposleni na univerzitetnih klinikah in z dolgoletnimi praktičnimi izkušnjami. In naša želja je skupna, to, da bi vzpostavili nek kontakt. Tako je tudi televizija AS pozvala par mesecev nazaj, da bi soočili ta različna mnenja. Tudi profesor Bejovićevo, profesor Ihana, minister za zdravje, dr. Logarjevo
Ampak nažalost sem jaz na ta sestanek prišel sam. Oziroma, čudi me, da v 21. stoletju praktično je prišlo do neke cenzure znanosti, do cenzure strokovnih mnenj in do nekega enoumja, ki se je do danes pokazal, da na osnovi teh enostranskih pogledov na nek zdravstven problem si dela celotna slovenska družba lahko veliko škodo. Seveda, pa sem pošiljal tudi javne pozive, tako kot ste vi navedli, tudi na Slovensko akademijo znanosti in umetnosti, kjer sem prosil, da bi oni odprli to razpravo široko družbeno. Ni bilo odziva. Pisal sem tudi ravnateljem, pisal sem tudi poslancem, ampak do danes dejansko živimo v neki, človek bi rekel, medijski cenzuri, predvsem tukaj mislim RTV Slovenija, ki je javna televizija, ki me je prej vsako leto vabila, da kaj povem glede svojega področja, in poznam te ljudi. Tako da sem tudi samo glavno urednico prosil, da nam omogoči, da predstavimo svojo vizijo, da se ljudje lahko bolj lažje odločajo, kako ravnati. In zanimivo, da varuh gledalčevih pravic se mi je vedno prijazno zahvalil za moje pozive, ampak je navedel, da oni vabijo na te televizijske oddaje neke ustrezne strokovnjake, se pravi mikrobiologe, kemike in specialiste za infekcijske bolezni, nikoli pa nobenega epidemiologa in nikoli niso bili pripravljeni niti nas poslušati, da predstavimo res te mnenja Nobelovih nagrajencev in najbolj spoštovanih, mednarodno kompetentnih strokovnjakov. Zato ne samo pri nas, v večini držav sveta je dostop do medijev množičnega obveščanja tej drugi plati strokovnih in znanstvenih pogledov onemogočen. In ta sfera se je nekako premaknila na te družbene kanale, kamor sodi tudi vas, da preko njih nekako dajemo določene informacije državljanom in državljankam, da glede odločitev, ki so pomembne za vsakega člana družbe, dobijo obe plati nekako in sami na osnovi primerjave oziroma mnenj se odločijo, kako ravnati. Ugotavljamo pa, da velika večina ljudi, ki seveda je vsakodnevno informirana preko televizijskih kanalov in množičnih časopisnih hiš, ima zelo, bi rekel, pomanjkljivo informacijo. Tako da se vam zahvaljujem za to povabilo, kajti prepričan sem, da bo tudi preko vašega kanala mnogo ljudi nekako imelo malo več informacij pri odločitvah, ki nas čakajo še v bodoče. Torej, če sem vas prav razumel, poslali ste ogromno teh pozivov, javnih pozivov, osebnih pozivov, odgovora razen te varuhinje gledalčevih pravic niste dobil, oziroma pravzaprav nobenega odziva niste dobil in ste nekje zaključil in ste se spraševal, zakaj je ta medijska blokada, ki pa, kakor ste omenili, je več ali manj po vsem svetu enaka in tudi na svetovni ravni ni bilo, koliko se jaz spomnim in te stvari spremljam, niti ene strokovne debate, da bi neki zagovorniki ukrepov ali tisti, ki imajo malo drugačno mnenje, da bi prišli v neko skupno debato. Obenem tudi ni bilo nekih velikih raziskav, neodvisnih v zvezi s temi ukrepi, ni bilo papirjev, pač nekaj se je samo govorilo.
Pri vsem tem pa celotna družba trpi in najbolj ranljivi, to so tisti najstarejši, pa obenem otroci, ki so še posebej v centru razmišljanja in skrbi družin in staršev in družbe, lahko rečemo, so pa navadno tiste največje žrtve in posebej ravno zaradi njih je potrebno dobiti ta konsens, ki pa je informiran z obeh strani in tu smo veseli, da lahko pomagamo, da slišijo tudi drugo mnenje. Torej, sedaj so ta cepiva še vedno v raziskovalni fazi. Pravi, da še raziskava ni dokončana in koliko se spomnim, da je imela menda Pfizer, ki bomo ga zdaj še posebej omenila, da je imel 160 ali 146 ali 160 serij. Pomeni, da so različne vsebine bila v teh 160 serijah in Pfizer je tudi, mislim, da zdaj v Ameriki dobil dovoljenje, sicer verjetno začasno zaradi te situacije, za cepljenje otrok do 6 mesecev. Drugi pa še tega nimajo. Torej, kako to, da mi tako zaupamo Pfizerju in tem cepivom, ki so še vedno v raziskovalni fazi, še ni dokončano. Kaj bi lahko rekel vi o tem? Ja, zdaj, če dovolite, bi jaz še dopolnil ta prejšnji odgovor. Jaz se pravim, največ sem komuniciral z temi tako zvanimi koronskimi zdravniki, ki jih je 5-6 v Sloveniji, in seveda z Zdravniško zbornico Slovenije, ki jo vodi profesor dr. Bejovićeva. Jaz sem zelo kmalu po začetku te pandemije poslal na Zdravniško zbornico oziroma profesor Ihanu tako zvano Great Barringtonovo deklaracijo. Ta Great Barringtonova deklaracija je bila sestavljena iz 3 vodilnih epidemiologov na najbolj prestižnih univerzah na svetu. To je Stanford, Oxford in Harvard. Njo je podpisalo 60 000 svetovnih ekspertov, zdravnikov in drugih raziskovalcev, da bi v naši strokovni reviji to objavili, da o njej diskutiramo. In sicer odgovor tako zvanega izvršilnega odbora Zdravniške zbornice bil ta, da so sklenili, da to ne bojo objavili. To se pravi, ni bil samo molk, ampak je to neke vrste cenzura. In to najbolj eminentnih, kompetentnih strokovnjakov na svetu. Poslal sem tudi vsem tem naštetim koronskim govorcem na televiziji prošnjo, da ob začetku cepljenja povedo vsem ljudem, ki se bojo cepili pred cepljenjem, kakšna so cepiva, da so v eksperimentalni fazi, katere so potencialni sopojavi, kakšen je rizik posameznega pacienta, da bo zbolel za to bolezen COVID-19. In tukaj dejansko so reakcije teh, bi rekel, koronskih zdravnikov bile zelo neobičajne. Mene so pozvali na etično komisijo Slovenske zdravniške zbornice, da nekako moje ravnanje ni v skladu z etiko. Kolega, naprimer, dr. Figel, ki je samo nekje enkrat izjavil na družabnih omrežjih, da se ne bo cepil, je bil isto pozvan
na etično komisijo. Obenem je pa predstojnik te etične komisije, zdravnik, kolega, reklamiral to cepljenje z eksperimentalnimi cepivi v sobotni prilogi Dela na celi strani, kjer je v bistvu apeliral na solidarnost ljudi, povedal, da so cepiva rešila ogromno življenj v zgodovini človeštva in da naj ljudje množično se cepijo, kajti to je edina rešitev, da bomo čim prej se povrnili v normalno življenje. Jaz sem na to praktično poklical urednika sobotne priloge Dela in ga prosil za to, da odgovorim na to mnenje kolega, ki je praktično pozival k cepljenju, ne da bi povedal tisto, kar je potrebno povedati. Namreč obstaja najprej Hipokratova zaprisega, ki smo jo sprejeli vsi zdravniki, pol zakon o pacientovih pravicah, slovenska ustava, pol tudi nenazadnje Nürnberški zakonik, kajti moramo se zavedati, da cepljenje primerjati z cepljenjem zoper tuberkulozo je zavajanje. Normalna cepiva, ki jih uporabljamo danes in ki jih zdravniki tudi priporočamo svojim pacientom, so tista cepiva, ki so preizkušana vsaj 10 let, ki so zaradi teh dolgoletnih preizkusov varna in ki v bistvu so preprečila izbruhe zelo nevarnih bolezni, naprimer tuberkuloza, davica, ki so zahtevali visoko smrtnost, nekaj 10%, in enačiti COVID-19, ki je po svoji nevarnosti za ljudi podoben sezonski gripi in neko tuberkulozo, je milo rečeno zavajanje, zamolčanje možnih sopojavov, kaj se ti lahko zgodi tudi po tem cepljenju. In nekako človek bi rekel celo pogojevanje cepljenja, kajti ljudje, da so lahko normalno hodili v službo, da so lahko šli čez mejo, da so lahko normalno živeli, je bilo praktično, to cepljenje nikoli ni bilo prostovoljno, ampak je vedno bilo nekje pogojevano. In kar me je najbolj užalostilo, da so se praktično te tako zvani koronski zdravniki, obenem pa še skupaj z predstojniki vseh univerzitetnih klinik, kliničnega centra v Mariboru in pa v Ljubljani, ter predstavnikov Slovenskega zdravniškega društva, enoglasno nekako podpisali pod zahtevo oziroma predlogom za obvezno cepljenje. Kajti obvezno cepljenje zoper neko nenevarno bolezen z eksperimentalnimi cepivi, ker ne poznamo danes niti srednjeročnih, niti dolgoročnih učinkov in ki so se pokazala, da niti ne delujejo, niti ne preprečijo prenosa bolezni, niti ne preprečijo, da zboliš, da greš v bolnico in niti ne preprečijo smrti. Da takšno ravnanje je po moje huda kršitev tudi Nürnberškega zakona, kar pomeni zločin proti človeštvu. In seveda sledila je temu pozivu kolegov, zdravnikov, kazenska ovadba. Ta ovadbo je podala iniciativa slovenskih pravnikov, ki vključuje veliko pravnikov, ki so na osnovi zaznanih kršitev številnih zakonov predali to ovadbo javnemu tožilstvu. Tako da to kot dopolnitev
ne temu prvemu vašemu vprašanju. Zdaj, drugo vprašanje je pa bilo to, ali so eksperimentalna cepiva. Vsekakor so eksperimentalna cepiva. In zanimivo je tudi to, da kolegi, ki sem jih imenoval, teh 5 ljudi, ki vodi koronsko krizo, je dolgo časa to nekako zanikalo. In nas je celo civilno iniciativo slovenskih zdravnikov napadlo, kot da nekako govorimo neresnice. Na kar je uradni odgovor javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke potrdil, da vsa cepiva, ki se uporabljajo zoper COVID, so v 3. fazi klinične raziskave, kar je unikum v zgodovini medicine. Predno smo dali tudi zelo nenevarna zdravila na trg, so ta zdravila morala prestati številne raziskave, najprej na živaleh, pol nekaj let na ozkem vzorcu ljudi, ne pa tako kot smo zdaj s temi COVID cepiva, praktično po enem letu, odkar so farmacevtske industrije začele razvijati ta cepiva, prišla v množično uporabo in pod praktično propagando vseh medijev v svetu, da je to edina rešitev, da se vsi cepimo, da se nam povrnejo odvzete osnovne človekove pravice. Kajti eno leto je praktično veljalo v javnosti, da je COVID-19 nova bolezen, da zoper njo ni zdravila in da praktično obvarujemo najbolj ranljive predstavnike družbe, to se pravi imunokomprimirane starejše ljudi, da se zaradi tega odrečemo nekih osnovnih človekovih pravic. To je pravica do gibanja, pravica do druženja. Zaukazale so se obvezne nošenje mask, šole niso delovale, podjetja so bila zaprta, delala se ogromna gospodarska in škoda v vseh družbenih segmentih. In v glavnem danes je več kot jasno, da so države, ki niso tako zaukazale ljudem in celo sankcionirane, če se nismo držali teh navedenih ukrepov, imele manjše število umrlih ljudi. Naprimer Švedska. Švedska prvo leto do pojave cepiva ni imela nobenih ukrepov, ki bi nalagali državljanom, da morajo ostati doma, da ne smejo v službo, da morajo nositi maske, ampak so živeli ves čas normalno. Bila so edino neka priporočila, da kdorkoli se boji, pač naj si natakne masko, naj se izogiba večjim družbam ljudem. In če danes gledamo statistiko, imamo v Sloveniji po uradnih podatkih zaradi koronskega virusa enkrat večje število umrlih oseb na 100.000 prebivalcev kot Švedi. Švedi seveda so imeli zelo izkušene epidemiologe, ki so vodili to koronsko krizo in pa praktično ravnali so po nasvetih najbolj eminentnih epidemiologov na svetu, ki sem jih imenoval in ki so bili pobudniki tako zvane Great Barringtonove deklaracije, ki so jo predstavniki stroke v Sloveniji, kot sem že navedel, zavrnili, da bi se o njej sploh pogovarjali. Po enem letu praktično zanikanja kakršnekoli možne terapije zoper ta novi virus, kajti gledalci se spomnijo,
Navodila so bila, virusa ne poznamo, zdravila ne obstajajo, ostanite doma, ne se družiti, otroci ne hodite k starim mamam, zaprli smo te osebe v domu ostarelih praktično hermetično, tako da so ostale brez obiskov svojcev, prestrašene, umirale v samoti. Praktično posledice teh ukrepov so bile zelo krute. In to, da ne obstaja nobeno zdravilo, se je tudi kmalu pokazalo, da ne drži. Številne raziskave so pokazale, da z zgodnjim predbolnišničnim zdravljenjem lahko zmanjšamo obolevnost za COVID-19, število hospitalizacij in pa število smrti za 70 do 90%. In te podatki zelo renomiranih zdravnikov, kompetentnih zdravnikov, niso nikoli bili predstavljeni slovenski javnosti. Tudi to smo pozivali na iniciativi slovenskih zdravnikov, da naj nam omogočijo, da začnemo zdraviti te ljudi. Ampak to zdravljenje je praktično bilo prepovedano. Par 10 znanstvenih raziskav je nedvoumno dokazalo, da naprimer hidroksiklorokin, ivermektin v kombinaciji z D-vitaminom so zelo učinkoviti, ampak tega praktično nismo smeli uporabljati, kajti zdravnik, ki bi napisal v Sloveniji recept, naprimer za ivermektin, mislim, da bi lahko bil ob licenco strokovno. Tako da te stvari so v svetu podobne, zaradi tega tudi je na svetu so nastala številna združenja, kot pri nas iniciativa slovenskih zdravnikov, ki vključujejo na 100.000 zdravnikov. Ampak zaenkrat, čeprav počasi ta cenzura popušča, nimajo dostopa v najbolj množična sredstva javnega obveščanja. Zdaj, povedal ste, vprašal ste me, kaj glede Pfizerja. Mislim, tukaj je treba poudariti, da Pfizer je druga največja farmacevtska firma na svetu, ki praktično je bila tudi verjetno rekordno število krat na sodišču. Na sodišču je bila zaradi podkupovanja zdravnikov. Na sodišču je bila zaradi zavajanja javnosti o učinkih njihovih zdravil. Za vse te prekrške je Pfizer plačal več milijard odškodnine. Ampak, ker so, naprimer, pri nekem proizvodu, ki so ga kasneje umaknili, ker se je pokazalo, da naredi več škode kot koristi, to šteli kazen, ki je bila, naprimer, milijardo ali več, kot poslovni strošek. Zato, ker so, dokler se to ni na sodišču razrešilo, zaslužili s tem proizvodom veliko več milijard. In Pfizer je sigurno neka, bi rekel, firma, kateri bi človek težko verjel na besedo. In zanimivo je, da so regulatorne agencije, ki so dovolile uporabo teh cepiv za tako zvano urgentno uporabo, zato ker je veljalo, da je to nujno, po skrajšanem postopku, ampak ta dovoljenja so bila dana na osnovi lastnih študij samega proizvajalca. Take prakse, mislim, da nobena branža industrije ali kjerkoli ne pozna. In farmacevtske industrije je edina industrija, ki je tudi praktično, kar se cepiv tiče,
neodgovorna za vse te posledice, škodljive posledice njihovih cepiv. To sprejemajo države, tudi Slovenija, v svojih pogodbah. In da so te pogodbe, ki se zahtevajo po svetu, da se obelodanijo, praktično kot neka poslovna skrivnost. Tako da poslanec Igor Simčič, ki je evroposlanec in nekako nadležen za to zdravstveno področje, je zahteval od teh farmacevtskih tovarn, ki proizvajajo cepiva, dokumentacijo. In je dobil praktično bolj ali manj začrnjene liste. V Ameriki so kolegi zahtevali od regulatorja, to je Food and Drug Administration, oziroma Agencija za nadzor zdravil in hrane, ki je odobrila ta cepiva, da ta agencija jim preda vso dokumentacijo, na osnovi česa so ta tako zvana cepiva sploh dobila dovoljenje za tako zvano Emergency Use Authorization. Kajti to moram poudariti, ne samo, da so to eksperimentalna cepiva, da raziskave še niso končane, ampak so bila dovoljena samo pod pogojem, da ne obstaja nobeno drugo zdravilo. To je bil drugi pogoj. In zaradi tega je bila taka gonja proti eminentnim profesorjem medicine, ki so zdravili ljudi z zdravili, predno so prišla ta cepiva. In odgovor Agencije za registracijo zdravil v Ameriki, FDA, je bil najprej, da je to tako obsežna dokumentacija in da bojo to sproščali, ker ne morejo procesirati tako hitro, naslednjih 75 let, na kar je ameriško sodišče poseglo vmes in jim zaukazalo, da morajo v nekaj mesecih predati vso to dokumentacijo, na osnovi česa so sprejeli sploh odobrenje za pogojno uporabo teh zdravil. In že zdaj pri pregledu prvih 1000 strani se je pokazalo, da so te raziskave bile narejene zelo, milo rečeno, čudno, da v eksperimentalni cepivi skupini, kjer je bilo 22 000 ljudi, jih veliko ljudi na koncu, ki so dobili cepivo, ni zaključilo in ni nobenih podatkov, ali so ti ljudje v času študije, zakaj so odstopili, ali so umrli, ali so zboleli. Tako da razkrivajo se zelo, človek bi rekel, neke neprijetne resnice, ki bojo slej ko prej prišle na dan. In zato me toliko bolj čudi, da so tudi kolegi, tako zvani koronski zdravniki v Sloveniji, pa ne samo tile, ampak tudi na televiziji so se pojavljali kemiki, naprimer profesor Jerala, farmacevti, profesor Štrukelj, ki so ljudem lagali. Povedali so, da so ta cepiva absolutno varna in da praktično učinkovita. Vendar se je pokazalo, da že v začetku iz same registracijske študije, predno smo začeli cepiti ljudi, da ta podatek o učinkovitosti zdravil 95% je statistično zavajanje. Namreč od 44 000 ljudi, ki so sodelovali v tej registracijski študiji Pfizerja, je zbolelo vsega skupaj manj kot 200 ljudi, od tega 162 v skupini, ki ni bila cepljena, in pa 8 v tisti, ki je bila cepljena. Ampak te številke, vsega skupaj okrog 170 ljudi na 44 000 preiskovancih, že same po sebi govorijo, da ta bolezen praktično je zelo nenevarna, zato ker zelo malo število ljudi je tukaj v tem času zbolelo.
In omenili ste otroke. Otroci so pa po moji oceni od vseh družbenih skupin najbolj trpeli v času koronske krize. Najprej, v začetku so živeli v nekem strahu, da bojo prenesli nek smrtni virus svojim staršem, svoji stari mami, ki se bo zadušila. Pol niso morali v šolo, zato ker šole so bile zaprte. In seveda, zdaj po enem letu uporabe teh cepiv ugotavljamo, da ta cepiva ne učinkujejo. Celo se pojavljajo znanstvene raziskave, ki nakazujejo, da ljudje, ki so cepljeni, v večji meri zbolevajo za COVID. V večji meri polnijo bolnice in v večji meri tudi umirajo. To na primer potrjujejo podatki iz Izraela, ki je nekaki svetovni laboratorij Pfizerja in ki že praktično je precepil večino svojih prebivalcev z 4 odmerki že in ima danes največje probleme, največje število obolelih, umrlih zaradi te bolezni. Tako da to navajanje nekih statističnih nerelevantnih podatkov o 95% učinkovitosti Pfizerjevega cepiva je bilo iztrgano iz konteksta. In ljudje so bili prepričani, da če se na primer 100 ljudi cepi, da 95 od njih ne bo zbolelo, ker so varni, mogli biti samo 5, kar niti slučajno ne pove ta podatek. Če hočemo povedati, koliko ljudi lahko ta cepiva obvarujejo od začetka iz njihove same Pfizerjeve študije, je edini pokazatelj tako zvani absolutno zmanjšanje rizika. To pomeni, koliko ljudi je zaradi cepiv bilo manj zbolelo za tem virusom. In kot sem že navedel, od 44,000 ljudi, ki so sodelovali v študiji, polovica je bila cepljenih, je vsega skupaj zbolelo manj kot 200 ljudi. Tako da je absolutni rizik bil zmanjšan za manj kot 1%. To je tista številka, ki bi jo morali telekoronski govorci na televiziji povedati ljudem. Jaz sem to pisal tudi profesor Ihanu, tudi profesor Irali, kemiku, ki je ignoriral in čez nekaj dni sem na televiziji slišal, da je zopet govoril, da so cepiva varna in učinkovita. Tako da tukaj se dogaja neko enoumje, ki ga skušamo zdravniki, ki so nas poimenovali Facebook doktorji, zato ker nimamo dostopa do medijev množičnega obveščanja, probamo ljudem dajati te informacije. Kajti zavezani smo nekim etičnim načelom, da zdravnik in bolnik skupaj odločita, kakšna naj bi bila terapija in ta bi morala biti v najboljšem interesu predvsem pacienta. Pacient pa, da se lahko odloči, rabi pa pravilne in verodostojne informacije, kar na žalost do danes slovenski prebivalci ne dobivajo. Otroci, moram poudariti, da danes je po številnih raziskavah jasno, da po nevarnosti za zdravje je koronski virus podobno nevaren kot sezonski virusi gripe. Da ta občutek, da gre za smrt, zelo hudo nevaren virus, je nastal zaradi testiranja.
testi PCR, ki smo jih delali množično na zdravih ljudeh, so bili v 95% lažno pozitivni. To je danes dokazano. Zato jih tudi države ne uporabljajo več. Niti v Ameriki in tudi v Evropi smo jih opustili. Na to smo opozarjali te koronske zdravnike že takoj, ko so se začeli uporabljati. Da velika večina ljudi, ki se testira s tem testom, je zdravih. In paradoksno je to, da smo prišli v družbo, kjer morajo zdravi ljudje dokazovati vsak dan, da niso bolani. In to, da niso zboleli z nekim navadnim obolenjem, ki smo ga vsi državljani doživljali celo svoje življenje. Običajno je bilo, da ko pride jesen, zima, bojo povečano število teh raznih bolezni dihal in seveda takrat so otroci v šoli manjkali, ampak šola je šla naprej, šolski pouk ni bil zaradi tega prizadet. Ljudje, tisti, ki so zboleli, in teh je danes po uradnih podatkov, samo par procentov, ki so bili na PCR testih pozitivnih, so ostali doma in par dni so se pozdravili in pol se vrnili nazaj v delovni proces. Tukaj smo pa množice ljudi pošiljali v neko karanteno na osnovi nekih testov, ki niso imeli nobene strokovne osnove. Kajti, kot sem že omenil, samo izumitelj, Nobelov nagrajenec Kerry Mullis, ki je dobil za izum te metodologije, je rekel, da test ne more postavljati diagnoze. In tudi v medicini smo vedeli, da diagnozo bolezni lahko postavi samo zdravnik na osnovi pregleda pacienta, na osnovi evaluacije njegovih zdravstvenih težav in če hoče poiskati povzročitelja, šele pol bo delal neke teste. Mi smo pa se zanesli samo na neko testiranje množično, od katerega edina korist je bila verjetno finančna teh, ki so to izvajali. Drugače je bila pa narejena ogromna družbena škoda in tudi zdravstvena škoda. Zato, ker ljudje sami so videli, da se brez testiranja ne moreš niti priti do svojega zdravnika, da so se uvedle mere, da se pacient pogovarja o svojih zdravstvenih težavah po telefonu. To je za nas, ki smo bili navajeni pregledovati bolnike in se ravnati po nekih utečajnih smernicah, bilo hudo presenečenje. In otroci, kot največja žrtev tega, so v bistvu zaradi neke izmišljotine, ki se je pokazala, da ne drži, da obstajajo asimptomatski prenašalci, že 2 leti največje žrtve. Študija na 10 milijonih preiskovancev v Wuhanu je kmalu po začetku te pandemije pokazala, da praktično ne obstajajo zdravi ljudje, ki bi lahko okužili nekoga z neko nalezljivo respiratorno boleznijo. Ampak to še danes delamo. Testiramo ogromno zdravih ljudi, ki praktično lahko okužijo nekoga šele takrat, ko dobijo neke znake bolezni. Se pravi, šele takrat, ko nekomu se zamaši nos, ko začne kašljati, ko ima temperaturo, šele takrat je število virusov v njegovih dihalnih poteh tako veliko, da lahko okuži nekoga v bližini. In to naslednja laž, ki se je pokazala izmišljotina, je pa to, da bomo preprečili z razdaljo 2 metra med ljudmi prenos teh virusov med ljudmi oziroma širjenje okužbe.
Pozabilo se je to, kar smo že prej vedeli, da virusne okužbe se ne širijo samo z kapljicami, ki jih praktično, ko govorimo, širimo v prostor in ki padejo pol, rečemo, na tla, meter ali dva od nas. Ampak da se pretežno širijo kot aerosol. To pomeni, da če smo v nekem prostoru z večjim številom oseb nekaj časa in je nekdo bolan, da ima znake bolezni, bo ta zrak v prostoru čez nekaj časa poln teh virusov, ki lebdijo v tem prostoru. In če so z takim obolelim tudi ljudje, ki so dovzetni za takšno obolenje dihal, bojo lahko zboleli ali pa tudi ne. In zaradi tega ravno to zapiranje v prostore, namesto da bi rekli, da ljudje ne grejo na prosto, je po moje še pospešilo širjenje tega virusa. Da ne govorimo o tem, da pokazalo se je, da je D-vitamin izjemno pomemben za imunski sistem. In ta D-vitamin, če ga je dovolj v naših telesih, je zelo pomemben. Tako da, ko so v Španiji, pa tudi druge raziskave dokazovale pri hospitaliziranih in umrlih ljudeh nivo D-vitamina v krvi, so ugotovili, da je med tistimi, ki so imeli pomanjkanje D-vitamina, 3 do 4 krat večja nevarnost, da bojo končali v bolnici ali pa huje zboleli, pomeni šli na intenzivni oddelek ali pa tudi umrli. In veliko držav po svetu je brezplačno delilo svojim državljanom D-vitamin, zato ker pokazalo se je, da posebno v Evropi v zimskih mesecih je več kot 50% prebivalcev Evrope in tudi Amerike jim primanjkuje ta D-vitamin. In to so zelo poceni prehranska dopolnila, ki bi jih po vzoru nekaterih držav lahko te odločevalci oziroma država delila ljudem. Ne pa, da smo praktično nabavili po nekih podatkih za Evropo vnaprej, predno so bila narejena, nekaj milijard teh odmerkov, mislim, da 4 milijarde odmerkov cepiva zoper COVID. In to glavno vlogo pri tem je igrala predsednica Evropske komisije von der Leyenova, kateri je mož je eden izmed direktorjev farmacevtske firme. Tako da Slovenija nekako, imam občutek, je morala v imenu Evropske komisije nabaviti in plačati za vsakega Slovenca 5 ali več teh odmerkov cepiva in ga tudi seveda ubrizgati svojim državljanom. Tako da zato postajam čedalje bolj skeptičen, da je tukaj v ospredju skrb za javno zdravje prebivalcev. Ampak vse to, kar sem že zdaj povedal, govori, da so tukaj v ozadju neki drugi interesi, neki nadnacionalni interesi, ki niso v interesu slovenskih ljudi. Vsa ta vprašanja, te teme, ki ste jih zdaj omenil, v Avstriji sedaj tudi sprašuje Ustavno sodišče vlado, na osnovi katerih parametrov, bi rekel, raziskav in tako naprej so uvedli tudi obvezno cepljenje, ampak tudi vse druge ukrepe. Tako da, če Ustavno sodišče Avstrije sedaj sprašuje vlado, kako je s temi ukrepi in z samimi testi, PCR in podobne stvari, so to vsekakor legitimna vprašanja, ki so stvar
javnosti, pa tudi prava ene resne države, kot je recimo naša sosedna Avstrija. Ob tem, kar ste sedaj povedal, bi pa rad vas tudi vprašal o posledicah, teh najbolj, bi rekel, znanih posledicah cepiv, ki so sedaj še vedno v veljavi. Naprimer, avstrijski kancler je dejal, da bo jeseni pa bo zopet pač to obvezno cepljenje veljalo in tako naprej. Torej, kakšne so posledice? Robert Malone, ki je izumil ta mRNA, bi rekel, genetski pristop zdravljenju, je dejal recimo za otroke, koliko se spomnim, da gre za veliko večjo dovzetnost za miokarditis kot pri ostalih, bi rekel, generacijah cepljenja. In obenem je, bi rekel, ravno to staršem predlagal neko previdnost in pa informacijo, zaokroženo informacijo o tem, ali naj pristopijo k cepljenju otrok. Pri nas v Sloveniji mislim, da je okrog 30 ali pa še kaj več procentov otrok nad 14 letom že cepljenih, kar je veliko število. Torej, najbolj poznani stranski učinki in pa mogoče stranski učinki pri otrocih. Ja, tukaj bi predvsem izhajal iz uradnih podatkov dveh agencij. V Evropi imamo v okviru Evropske medicinske agencije EudraVigilance, to je zbiranje vseh domnevnih posledic nekih neželenih učinkov posameznih zdravil in tudi cepiv. V samo enem letu uporabe vseh cepiv zoper COVID je bilo Evropski agenciji za zdravila prijavljenih 35.000 smrtnih primerov zaradi cepljenja. In pa v Ameriki je to adekvatno tako zvani VAERS 25.000. Tako da ta cepiva so domnevno povzročila vsaj 50.000 umrlih ljudi zaradi cepljenja. In to so mlajši ljudje, kot so umirali zaradi virusa. Kajti zaradi virusa so umirali predvsem starejši ljudi od 80 let in ki so bili prej že na smrt nekako bolni. Zaradi cepiv umira mlajši ljudje, tudi otroci. In vprašal ste za najpogostejše posledice. Najpogostejše posledice po cepljenju so krvni strdki, in to tako zvani mikrostrdki, ki lahko praktično prizadanejo katerikoli organ v telesu. Najpogosteje pa so povzročali okvare v možganih oziroma nevrološke posledice, kot so lahko izguba vida, naprimer, tresenje, kap možganska srca in ožilja, naprimer srčni infarkt. Spomnimo se, da praktično najbolj zdravi ljudje, to so športniki. Imamo zdaj preko 300 športnikov v vrhunskem zdravstvenem stanju, ki so padli na igrišču zaradi odpovedi srca. In poleg tega, kot sem rekel, so lahko tudi posledice šumenje v ušesu, bolečine v sklepih. In kar je zelo pomembno,
kar bo težko tudi objektivizirati številnim ljudem, ki so se zdravili zaradi rakastih obolenj ali pa nekih kroničnih obolenj, revmatskih naprimer, astme, se je njihovo stanje po cepljenju precej poslabšalo. Ob tem, da so to kratkoročne posledice teh cepiv, kajti srednjeročne posledice cepljenja in pa dolgoročne, ki lahko se pojavijo šele čez 10 ali več let, večje število rakastih obolenj, večje število avtoimunskih bolezni, pa ne poznamo, zato ker nobeden tega ni preizkusil. Tako kot niso izključili tudi vpliv teh cepiv na plodnost. Ampak podatki, ki jih kolegi v Ameriki zbirajo, je to, da pri otrocih posebno je veliko več že zdaj umrlih zaradi posledic cepiv ali obolelih, predvsem prevladuje tu vnetje srčne mišice, kot pa umrlih zaradi bolezni COVID. Tudi v Evropi, če primerjamo, v Sloveniji v 2 letih ni umrl niti en otrok zaradi COVID bolezni. V Nemčiji, ki ima, ne vem, mislim, da 80 milijonov prebivalcev, so registrirali samo 3 smrti pri otrocih. Pa še tukaj manjka podatek, kakšno je bilo njihovo zdravstveno stanje, a so prej bili že hudo bolni. Ampak to je praktično, bi rekel, nična ogroženost. Mlajši ljudje od 20 let praktično nikakor niso ogroženi z boleznijo. In danes je že jasno, da so veliko bolj ogroženi od posledic teh eksperimentalnih cepiv, kratkoročnih, da niti srednje in dolgoročnih še ne poznamo. In zato je tudi slovenska iniciativa zdravnikov poslala poziv, javni poziv, odprto pismo predsedniku vlade, oziroma direktorju NIJZ, ministru za zdravje, poslancem v parlamentu, zdravniški zbornici, Slovenski akademiji znanosti in umetnosti in vsem prebivalcem, da naj nemudoma prenehajo z cepljenjem otrok, ki jih ta bolezen niti slučajno ne ogroža. Torej, glede vseh teh ugotovitev v zvezi s cepivi, potem glede otrok, koliko so oni v nevarnosti, kaj vi mislite, doktor Pirnat, kaj bi bilo povedati staršem, predno se odločijo za cepljenje otrok, se pravi, zdaj gre to še pod 6 mesecev, gre pri Pfizerju. V Ameriki mislim, da je celo že sprejeto. Torej, vaše mnenje oziroma vaš nasvet, kaj vi mislite o tem? Ja, zaradi enostranskih informacij v sredstvih množičnega obveščanja so se že številni starši odločili predvsem zato, da bojo otroci lahko normalno obiskovali pouk ali potovali za cepljenje otrok. Ampak jaz bi svetoval vsem staršem, da si zapišejo in tudi pogledajo spletno stran www.slovenskizdravniki.si, kjer bojo najdli zelo izčrpne informacije, da se bojo lažje odločili, ali cepiti otroke ali ne. Namreč otroci so praktično nobene nevarnosti za njih ni, da bi ta bolezen karkoli hujšega lahko storila. Ampak
za njih se odločajo starši. In starši imajo dolžnost, da proučijo čim več informacij in glede mask, in glede cepljenja. Tudi za maske se je pokazalo, da so otrokom bolj škodljive kot koristne. Maska namreč ne preprečuje širjenja virusa. Dolgo ur vsaki dan nošenja teh mask pa povzroča ne samo, da so otroci v šolah zaspani, da težko sledijo pouku, da odpade, bi rekel, ta obrazna mimika, ki je zelo pomembna v socialigaciji, v njihovem zorenju, ampak so ogroženi zaradi bakterij, ki se nabirajo na teh maskah na notranji strani in jih praktično vdihujejo nazaj. Tako da praktično te otroke nekako izpostavljamo večjemu zdravstvenemu riziku z nošenjem teh mask. Jaz sem prepričan, da če bi starši to vedeli, tega nikakor ne bi storili. Jaz sem prepričan, če bi učitelji to vedeli, nikakor ne bi to storili. Ampak zaradi nekega medijskega enoumja in cenzure nasprotnih mišljenj maltretiramo vse državljane, posebno pa otroke, z škodljivimi maskami in pa tudi še bolj škodljivimi in nevarnimi cepivi. Tako da tudi če ne bo takoj vidnih posledic tega cepljenja, je večina teh mikrostrtkov, ki pogosto ta cepiva povzročajo, okvari organe. Tako da na televiziji so koronski zdravniki razlagali, da je sicer večje število vnetih srčne mišice, ampak da niso nevarne. Ni res, ne umrejo vsi in takoj zaradi vnetja srčne mišice. Ampak vsako vnetje srčne mišice povzroča brazgotinjenje tega srca, kar pomeni, da za celo življenje bo to srce manj učinkovito. In poudarjam ponovno, ti otroci so na začetku življenja in če bo število teh otrok, ki se bojo cepili, poraslo, se bojim, da si bo farmacevtska industrija pridobila ogromno novih pacientov, kajti cilj farmacevtske industrije ni, da ima čim več zdravih ljudi. Cilj farmacevtske industrije je čim več bolnikov in prodati čim več zdravil tem bolnikom. Tako da ponovno poudarjam tudi učiteljem oziroma vzgojno-izobraževalnim delavcem, da naj pogledajo tudi druge vire informacij in staršem predvsem, kajti oni so dolžni zavarovati svoje otroke pred nekimi škodljivimi posegi. Isto je tudi za testiranjem otrok. Testiranje zdravih ljudi, kot sem že omenil, je skregano z medicinsko znanostjo in tudi z zdravo pametjo. Porivanje nekih palčk v nos lahko povzroča poškodbe in poročajo tudi starši in tudi učitelji o krvavih robcih po straniščih, ker si ti otroci z palčko ranijo nosno sluznico. In če to počenjajo redno, pogosto, tako kot je bilo naročeno, je zelo nevarno, da bojo imeli neke zdravstvene težave. Obenem je pa tudi z zdravim razumom skregano, zakaj je potrebno porivati neke palčke v nos, če govorimo, da je ta virus tako nevaren, da se ne smemo niti na 2 metra približati človeku. Se pa bi bilo zdravo razumsko zadost, da oseba pljune in iz pljunka dokažemo te viruse, ali pa dahne nekam. Tako da tudi zdravo razumsko ni tukaj nobenega opravičila, da so starši tako zlahka
pristali na to testiranje in maltretiranje lastnih otrok. Ni nobenega upravičila, da dovolijo, da njihovi otroci nosijo te škodljive maske ure in ure. In absolutno nobenega upravičila ne bo, če bojo otroci po cepljenju doživeli neke zdravstvene posledice. Kajti slej ko prej jih bojo ti lastni otroci vprašali: dragi moj ata in mama, zakaj se nista pozanimala, predno sta se tako zlahka odločila, da me cepijo. Dr. Pirnat, hvala lepa za delitev vašega študija, vašega mišljenja, tudi srčnega opozorila in upamo, da bo tudi ta druga plat mišljenja pripomogla k celotni sliki, ki jo moramo imeti o dogajanju v zvezi s to COVID krizo. Tako da bi se vam rad zahvalil in upam, da se še kaj vidimo in slišimo. Hvala za povabilo in lep pozdrav. Spoštovani, hvala vam za vašo pozornost. Prav je, da dopolnjujemo sliko o tej COVID krizi tudi zdravniki in strokovnjaki, ki so na nek način skeptični in imajo svoje razloge, da tako razmišljajo in tako tudi želijo pripomoči k dobremu vam in vsem nam. Vsekakor, če v logiki farmacije ni, da ima zdrave ljudi, tako pa je v logiki, verjamem, vseh zdravnikov, tudi tisti, ki zagovarjajo ali pa ne zagovarjajo ukrepe, v njihovem mišljenju in njihovem hotenju pa so zdravi ljudje. Tako, lepo vas pozdravljam in vse dobro.